Na tokratnem predavanju s posvetom nam bo profesor dr. Jože Ramovš predstavil integrirano dolgotrajno oskrbo in koncept sodobnega doma za starejše ljudi. Kot pravi profesor dr. Ramovš, je staranje proces, ki traja vse življenje. V današnjih časih se veliko govori o tem, kako staranje upočasniti. Verjamem pa, da je še večja vrednota staranje sprejeti in ustvarjati pogoje, da bo starost kvalitetna, aktivna in prijazna. S sprejetjem predloga zakona o dolgotrajni oskrbi se tudi Slovenija približuje sistemskemu uresničevanju te skrbi. Kako pa ji to uspeva, nam bo predstavil naš gost, ki je doktor antropologije in socialni delavec ter predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka. Dela kot raziskovalec, predavatelj in v praksi zlasti na področjih sožitja med ljudmi, staranje, integrirana dolgotrajna oskrba, zasvojenosti in omamljanje. Po predstavitvi pa vam bo dr. profesor Ramovš na voljo za vprašanja in diskusijo, tako da lepo vabljeni k sodelovanju. Zahvaljujem se vam in vam predajam besedo. Lepo pozdravljeni, vse sem jaz že na vrsti, a ne? Tako je, kar izvolite. Hvala lepa, mi je prijetno, da sem z vami danes. Nisem prvič, vendar do zdaj sem bil vedno, kadar sem se prijavil, eden od poslušalcev, ker imate pri Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije, imate zelo dobra predavanja včasih, zdaj po Zoomu, in včasih sem se pridružil, ker me obveščate. Sem tudi sam, 74 let je minilo, naslednji rojstni dan bo 75 in sluh peša. In človek mora malo biti tudi s tem na tekočem, kakšen aparat, kdaj in tako naprej. Imate zanimive stvari. Tako, sem vesel. Tema, ki pa imamo, dolgotrajna oskrba, posebno domovi, kot središče krajevne dolgotrajne oskrbe, tam je pa seveda domača, to pa delamo na inštitutu, kolegi in jaz, tako da s to temo pa z veseljem prispevam kaj. Morda za začetek, da najprej pojme razčistimo, kaj je to dolgotrajna oskrba. V tem pomenu, kot je zdaj zelo v zraku, ko je v parlamentu slovenskem predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, seveda imamo pred očmi en zakon, ki bo dal nov socialni steber. Zelo podoben socialni steber, kot je zdravstveno zavarovanje, že skoraj 150 let, se pravi osnovno zdravstveno zavarovanje za bolezen, za zdravila, za bolnico in tako naprej. In podobno kot je pokojninsko-invalidsko zavarovanje za pokojnine ali pa recimo zavarovanje za brezposelnost. Tako je danes nov steber, po letu 90 so evropske države pripravljale ta steber, sistem zavarovanje ali kakršenkoli sistem že za dolgotrajno oskrbo. To pa pomeni, da kadar človek ne more več sam opravljati osnovnih vsakdanjih opravil, takrat mu priskoči sistem v državi na pomoč, in sicer finančno in z ustanovami, storitvami, da ni preveč oškodovan, kadar ne more več teh stvari. Kaj so to osnovna vsakdanja opravila? Osnovna vsakdanja opravila so tisto, brez česar ne moremo živeti. Recimo, jesti. To ne pomeni skuhati, pa pripraviti hrano ali pa nakupiti. Tudi to so vsakdanja opravila, vendar pa ne osnovna, ampak podporna. Medtem ko jesti iz krožnika, prinesti v usta, to je pa osnovno vsakdanje opravilo, brez katerega se ne da živeti. In kdor to ne more, zaradi bolezni, zaradi poškodbe, zaradi starostne onemoglosti, zaradi invalidnosti, ta potrebuje oskrbo, da mu nekdo pri tem pomaga. In takih stvari kot hranjenje
je še enih 6, enih 7, rečemo, je teh osnovnih vsakdanjih opravil, med drugim je vstajanje, oblačenje, slačenje, higiena, gibanje in tako naprej. Za te osnovne stvari, za ta osnovna vsakdanja opravila so sodobni sistemi v Evropi, se pravi po letu 80, se je to začelo govoriti, ko se je pripravljalo staranje prebivalstva, da bo v naslednjih desetletjih, po letu 2020, se zelo starala baby boom generacija, rojena po vojni, tam od leta 45 do 68, 70, tudi jaz vanjo sodim, leti, ta generacija je številčna. 2-krat več ljudi skoraj se je rojevalo v Sloveniji in v Evropi, kot se zdaj takrat, in ko se bo ta starala in se že, bo množica starih ljudi v primerjavi s prej. Med njimi tudi najstarejših, 85 in več. V teh letih pa večina ljudi zaradi starostnega pešanja potrebuje pomoč pri enem ali več vsakdanjih opravil. In zato so evropske države, tukaj je Evropa prva na svetu, vodilna, začele uvajati za to področje dolgotrajno oskrbo nov socialni steber, sistem z zavarovanjem, da je človek približno tako varen, kot je varen recimo za dohodek po upokojitvi. To je pokojnina, ali pa tako varen, kot kadar zboli, da ima na razpolago iz solidarnega sistema zavarovanja zdravnika, zdravila, bolnico. To je ta sistem. No, druge države so ta sistem dolgotrajne oskrbe sprejemale po Evropi tam okrog 95, pa potem v naslednjih letih, se pravi pred 25 leti. Sloveniji pa to ni uspelo, zato ga zdaj s četrtstoletno zamudo. Vidite, tako da to je dolgotrajna oskrba, da smo pri tem. Zdaj pa če iz te teorije preskočimo na prakso, ker tale ura bo toliko koristna, kakor bomo ta spoznanja sodobna, pa sodobne izkušnje, dobre prakse po Evropi in pri nas povezali s svojo lastno osebno izkušnjo. Zdaj nas je skupaj 26, vidim tu na računalniku, skupaj, gledajte, vsak od nas, od mene pa vseh 25 ostalih imamo neko osebno izkušnjo z oskrbovanjem. Ali je bil to oče, mama, dedek, babica, sosed, sodelavec, sorodnik. Vsak nekoga pozna, ki je zaradi bolezni, zaradi poškodbe, invalidnosti ali pa zaradi starostne onemoglosti potreboval to pomoč. Pomoč pri osnovnih vsakdanjih opravilih, torej je potreboval dolgotrajno oskrbo. In sicer v naših razmerah smo poznali, pa poznamo dve izkušnji, ima večina. Ali je ta dolgotrajna oskrba se dogajala doma, pa so zanj skrbeli, ali smo zanj skrbeli, če smo bili tudi mi med njimi, domači, morda tudi sosedje. Tudi sosedje pomagajo precej. Tam nekje 25,000 sosedov vsak teden pomaga, prinese hrano, skuha, zakuri ali kaj takega sosedom, ki so onemogli, zlasti zaradi starosti ali pa bolezni. Ampak glavni oskrbovalci v onemoglosti so pa domači. Domačih sorodnikov pa oskrbuje redno v Evropi 10%, torej v Sloveniji danes, današnji dan, 23. novembra, verjetno tam nekje blizu 200,000 sorodnikov pomaga nekaj nekomu doma, ker je bolan, pa ne more sam, ker je invaliden
ali pa ker je starostno onemogel. To je pa ogromna množica. Tako da, ena možnost velika je, da imamo izkušnjo z dolgotrajno oskrbo doma. Ko se je staral, se pravi, nekdo od naših sorodnikov in so skrbeli zanj domači. To je ena možnost. Druga možnost je pa, da imamo izkušnjo z domom, kot rečemo, dom za stare ljudi. Še 100 drugih izrazov ima dom ostarelih, dom upokojencev in tako naprej. Domovi. Domov imamo v Sloveniji okrog 100, večinoma večjih, pokrajinskih, po 100, 200, 300 ljudi, so tudi domovi mariborski, ima en dom čez 800 postelj v stolpnicah, tam na Pobrežju. Tako da to so ti veliki domovi, ki jih poznamo večinoma iz polpreteklega časa. In marsikdo morda ima pa to izkušnjo, da je nekdo od njegovih bližnjih, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, znancev, sosedov, bil nameščen v domu in so ga tam oskrbovali. Ena ali druga. Ali imamo izkušnjo z oskrbo doma, ali pa z izkušnjo v domu za stare ljudi. To mislim, da ima vsak od nas kakšno izkušnjo. Vendar bom pa še en stavek povedal, naše izkušnje so dobre in so slabe. Pravzaprav je v vsaki izkušnji skoraj kaj dobrega, pa kaj slabega, če jo pod mikroskopom pogledamo, vendar pa nekatere izkušnje so, da jim rečemo, to je pa dobra izkušnja, to imam pa v lepem spominu. Druge izkušnje pa prevladujejo negativno, pa rečemo, to je pa moja slaba izkušnja. Zdaj dajmo po spominu pobrskati po lepih izkušnjah oskrbovanja. Dajmo si najdeti v svojem spominu od otroštva pa do zdaj, od otroštva, ko je morda staroče, babica, dedek, nona, kakorkoli že, smo imenovali, pešal in je bil v oskrbi doma ali pa v domu. Dajmo najdeti eno dobro izkušnjo oskrbe, ki jo imamo v spominu v domačem okolju, in če le moramo tudi eno lepo, dobro izkušnjo, magar po pripovedi drugega, če sami nismo bili, če nikoli nismo bili v domu, pa nismo nič lepih stvari doživeli, potem smo pa slišali, glejte, v domovih je vse sorte, ob covidu zlasti, ampak zakaj poudarjam, dajmo najdeti v spominu eno dobro izkušnjo? Zato, ker naši možgani so taki, že od živalskega razvoja naprej, tudi živali so take, že pred 300 milijonov let dinozavri, v času dinozavrov, plazilcev so bili možgani taki, da so morali biti zmeraj pozorni na negativne stvari, na nevarnosti, da je človek preživel. In to je še danes pa to gojimo zelo zavestno, negativno, slabe izkušnje, poleg tega, da nas že možgani vlečijo v to, da so pozorni na slabo, je še naša kultura taka, da iščemo, da smo pozorni na slabo, to je pa zelo zanič. Znanost o možganih, zadnjih 20 let, recimo, ki se tako naglo razvija, znanost o možganih je zelo jasno odkrila, da kar se v možganih dogaja, to mi postajamo. In če v možganih meljemo negativno, gnilo, potem, če že hočete, smo tudi sami čedalje bolj smrdljivi, čedalje bolj gnijemo, čedalje bolj jamramo, čedalje bolj kritiziramo, čedalje bolj smo nezadovoljni s sabo in z drugimi, in tega je danes veliko, to pa ni dobro, ne za zdravje, ne za telesno, ne za duševno, ne za socialno zdravje, to ni dobro. Zato so dobra znanost o možganih, ki te stvari odkriva, sicer je pa to tudi stara modrost vseh kultur naše, se pravi judovsko, grško, rimsko, krščanske, 5000 let
in vseh drugih, kitajske, indijske, indijanske, aboriginske v Avstraliji in vseh kultur je, da se mora človek truditi zavestno za to, da v svoji glavi, v svojem spominu, pa tudi svojo pozornost usmerja na sončno stran, na lepo. Jaz zdaj čez okno gledam in ker imam okno na sever, vidim stavbe tako lepo osvetljene s soncem, nebo modro, brez enega oblačka tukaj čez okno, glejte, sončno stran gledam. To, da zavestno se usmerimo v svetlo, sončno, toplo stran, to nam pravzaprav veliko pripomore k notranjemu zadovoljstvu, s tem pa tudi, kot sem rekel, zdravju, srečnosti. To, če kaj dodamo sami sebi, lepim medčloveškim odnosom, pa tudi kakovostnemu staranju, potem je ta zavestna usmerjenost na dobre izkušnje. Seveda izkušnje in situacije imajo svetlo in temno stran, to sem prej rekel. In pometati vse temno pod preprogo ni zdravo, to je res. Vendar pa sodobno spoznanje, ena velikanska svetovna raziskava 2005 je to odkrila, Gottman je bil glavni nosilec te velike svetovne raziskave, je odkrila, da tisti ljudje, ki so pozorni na 5 dobrih izkušenj, na 1 slabo. To pa pomeni, da 5-krat zavestno najdejo eno dobro izkušnjo, vmes pride pa 1 slaba. Na 5 dobrih 1 slaba. Ti ljudje so zadovoljni, srečni, uspešni in veliko bolj zdravi, kot tisti, ki 5 gnilih stvari prežvekujejo in z njimi pitajo drugi, eno vmes morda pa imajo dobro, lepo, pa še takrat rečejo, ja, ampak, veš, tole pa tudi pri tej slabo. To pa pomeni, zdaj to govorim zato, da ko bomo se, ko iščemo svojo izkušnjo z oskrbo, v življenju od mladosti do zdaj, da je nekdo bil v oskrbi, ali doma, ali pa v domu za stare ljudi, najdemo lepo, dobro izkušnjo. Eno lepo, dobro izkušnjo oskrbe doma, v domačem okolju in eno lepo, dobro izkušnjo, pa magari čisto drobna, oskrbe nastanitve v domu za stare ljudi. Bomo 1 minuto vtihnili, da vsak zase v možganih izbrska v spominu to lepo, dobro izkušnjo oskrbe doma in eno lepo, dobro izkušnjo oskrbe v domu za stare. Potem bomo pa nadaljevali po 1 minuti. Upam, da smo našli, tudi jaz, eno to in eno ono. To je naša osnova, to je naša delovna miza. Na to mizo bomo zdaj pa naložili nekaj sodobnih spoznanj o dolgotrajni oskrbi. Recimo, eno spoznanje, ki je pomembno za osnovo, da ga damo na mizo najprej, je, da je človek edino bitje, edina žival, edina rastlina, ki pozna oskrbo onemoglih, bolnih ljudi. Nobena žival tega nima. Človek pa ima to čisto od začetka. 3 milijone let slabe, recimo, je človeštvo na svetu in od prvih ostankov, ne samo nas, naše vrste, homo sapiens, ampak tudi naši bratranci, naprimer zadnji naši bratranci, ki so izumrli, so bili neandertalci. Pred 45.000 leti, recimo, so v divjih babah, v tiste votlini, nad Idrico, je ostanki piščalke. Prvega glasbila piščalke izpred 45.000 let so pri nas odkrili, so neandertalci igrali na njo, ne naši predniki. Tako da in neandertalci in drugi naši bratranci, da tako rečem, ki so izumrli, in naši predniki, odkar imamo ostanke, imamo tudi dokaze, da so ljudje skrbeli za bolne, za pohabljene po zlomu,
Recimo, potem rekli, kako pa to vemo, ko ni zapisano izpred, recimo, 30 000 let v zadnji poledenitvi. Ja, vemo potem, ko kosti odkopajo, pa so kosti po zlomu nekatere zaraščene, zelo zaraščene. Recimo, bistvene kosti na nogah kakšna. In se jasno ve, ta človek, če bi ga nihče ne negoval, tako kot živali ne, če se polomi, bi v enem tednu od lakote umrl, ker se ni mogel gibati v tistih hudih razmerah ledene dobe. Vendar pa je preživel, kost je zarastla in je po tistem živel še dolga leta, desetletja morda. To se na kosti vidi, da je zaraščena po zlomu. Lejte, tu je jasen dokaz, da tudi pred 10 000 leti, pred 1000 leti in pred 30-40 000 leti in več so si ljudje pomagali, da ljudem, ki sami niso mogli poskrbeti zase, da so oskrbovali. To je zelo važna stvar. Oskrba onemoglih je bistvena lastnost človeka. Če te lastnosti ne uresničujemo, ne razvijamo, je konec tiste kulture, tista kultura izumre. To je prvo tako spoznanje. Drugo tako kratko spoznanje o dolgotrajni oskrbi, ki je pomembno, je, kako so ljudje oskrbovali. Kdo in kako je oskrboval? Odgovor na to je kratek. Od začetka, kar imamo ostanke pred tisočletji, pa do tam nekje pred, recimo temu, do Prešerna, pred 150 leti, recimo, do prve industrijske revolucije, parni stroj, leta 1813 so ga izumili, a ne, tam nekje, meč, ko je Prešeren prednji umrl, je pa od železne ceste pisal, je pa železnica stekla z Dunaja do Trsta. Lejte, od takrat je dobrih 150 let, do takrat približno so bolj ali manj vse ljudi oskrbovali doma, domači in sosedje. Razširjena družina in zaselek. Vedno je seveda bilo tudi kakšen človek, ki ni imel nobenega svojih, berači, popotniki in tako naprej, so bili. Za njih je bilo že daleč nazaj, poznamo špitale, recimo na Ptuju, v Sloveniji na Ptuju je dokumentiran špital že takoj po letu 1300. To se pravi, današnji dom za stare in bolnica skupaj, ena stavba na Ptuju, se pravi že pred celimi 600 leti je tam bil špital za Ptuj in okolico, za te berače in tako naprej. V Komendi je pred dobrimi 200, slabimi 250 leti Peter Pavel Glavar svoje premoženje zapustil zato, da so v Komendi naredili špital za berače in za njegov denar, za zapuščino, in da je zdravnik bil tam nastavljen in da so, ki niso nobenega doma imeli, da so tam noter bili, in ta komendski špital je deloval do prve svetovne vojne, pa še danes stavba služi za te namene v občini. To pa pomeni, da nekaj malega ljudi je skupnost poskrbela, zelo nekaj malega, za veliko večino, več kot 99% ljudi, pa ki so dočakali starost, pa onemoglost, ali pa so bili bolni in invalidni, je pa poskrbela družina. To je tradicionalni način oskrbe, skupnostni, deloval je takrat. Pred 150 leti z industrializacijo, pa s selitvami, so bile pa velike selitve, so se začele, seveda, v toku našega življenja, naprimer, če vzamemo, je ta industrializacija v Sloveniji po drugi svetovni vojni v 60-ih, 70-ih letih še neprimerno hitreje tekla kot takrat. Se pravi, v tem obdobju od Prešerna, pa recimo tam nekje do leta 80-90, se pravi do pred 30-40 leti, je pa približno 1/4 ljudi bila zaradi industrijskega načina življenja tako izkoreninjena
iz družine, iz svojega kraja, iz skupnosti, selitev sami ali kakorkoli, ali pa družina v mestu, vsi zaposleni, da je bila oskrba v družini nemogoča, teh 150 let. Za 1/4 ljudi približno, ki so potrebovali oskrbo, 3/4 do današnjega dne oskrbujo še zmeraj domači. Od vseh, ki potrebujejo oskrbo, to pomeni v evropski družbi, so to 4%. 4%. Od 104 potrebujejo oskrbo, za 3 še vedno v celi Evropi in v Sloveniji skrbi družina, domači, pa malo sosedje. Za enega je pa v tem obdobju poskrbela pa družba. To so pa ti domovi za stare ljudi, ki jih mi poznamo. Najprej v začetku 20. stoletja, pa tudi v sredini, tam do leta 65, so se ti domovi imenovali hiralnice. Leta 65 so se v Sloveniji vsi tisti domovi po gradovih, ki so bili imenovali hiralnice, uradno. Tudi zakon oziroma pravilnik je bil pravilnik o hiralnicah in hiralcih. Do leta 65. To se pravi, ko sem bil jaz star že skoraj 20 let, nismo še poznali domov za stare, ampak iste stavbe, seveda danes zelo modernizirane, so se imenovali hiralnice. Bili so ponavadi na robovih kraja, tam nekje, se pravi, v gradovih, večinoma po drugi svetovni vojni, tudi v Ljubljani, v gradu na Bokavceh, ki je zdaj tak razpadajoč. Potem, to je bilo to obdobje. Potem so se pa začeli tam, ki je zlasti po letu 60, po drugi svetovni vojni, je pa zelo zdravstvo, pa tudi sociala, je začela pa te domove zelo delati po pravilu, ki je v industrijski dobi bil pravilen. To pa pomeni čim boljše storitve zdravstvene, po vzoru bolnice, in čim boljše socialne storitve, ideal je bil recimo zdraviliški hotel. In tako so v 70. letih začeli graditi te domove, ki jih mi poznamo in jih imamo v Sloveniji, rečemo jih še zmeraj, to je industrijska oskrba. Zato, ki iz tega časa, po vzoru bolnice, po vzoru zdraviliškega hotela, to se pravi dolgi hodniki, sobe na vsako stran, 2, 3, 4 postelje ali pa tudi več. Jaz sem še dom poznal, ki je imel 36 sobo, 36 postelami, no danes so v Sloveniji še zmeraj 3, 4 posteljne sobe, še kar veliko, medtem ko cela Evropa, ki je pa zakone o dolgotrajni oskrbi sprejemala pred 25 leti, ima pa že dolgo z zakonom prepovedano več kot 2-posteljno sobo. 2-posteljnih sob je pa v današnjem sistemu zelo malo, 10%. 90% je pa v sodobnem sistemu enoposteljnih. To pa pomeni, zdaj smo pa že šli v novo, tretjo razvojno stopnjo domov, bi rekli, če je bila prva tradicionalna oskrba doma, pa kakšen špital tu pa tam, a ne? Druga, industrijski domovi po vzoru bolnice in zdraviliškega hotela, čim bolj, kolikor to uspe, vendar pa inštitucija, bolnica ni za stalno življenje, zdraviliški hotel tudi ne, ampak za en teden, morda 14 dni, potem pa gre človek domov. Tako da ta industrijska oskrba po principu tekočega traku, da se ob isti posli, če človek na posli, izmenja na dan 10 različnih ljudi. Eden pometa, eden plenice menja, eden hrani, eden to. Glede, to je industrijski princip polpreteklega časa, ki je uspešen za avtomobile delati, ki je uspešen za šivati, v šiviljski industriji, za delo z ljudmi pa je industrijski princip dober samo zelo začasno. Za dopust hotel,
za bolezen bolnica. Tam, kjer si pa stalno nastanjen, do smrti recimo, kot je dom za stare ljudi, se pa ta institucionalnost upira. In sodobna Evropa ima eno od osnovnih principov deinstitucionalizacijo. To pa pomeni ne ta tip domov, ki sem ga zdaj opisoval, ampak nova paradigma, nov tip domov, ki se je začenjal razvijati pred 40 leti, tam po 80. letu, zdaj pa postaja prevladujoč, tudi pri nas počasi gredo tendence v to smer, ko bo pa sistem in zakon, takrat pa upajmo, da bomo v enih 5 do 10 letih dohiteli najbolj razvite v Evropi. Tudi v tem. Ta sodobni dom je narejen, bivanje v domu, ideal je domače gospodinjstvo. Človek je cel življenje najbolj navajen na domače gospodinstvo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima svoj intimen prostor za spanje, spalnico sanitarije, sobo za spanje pa sanitarije. Recimo v takem domu sodobnem enoposteljna soba s sanitarijami. Ni mu zdaj razkošna, vendar pa oseben intimen prostor, njegov, kjer ga nihče ne moti. Zraven njega druga stvar, ki jo imamo doma, je dnevna soba in kuhinja. Tam se pa veliko zadržujemo. Tam imamo goste, tam pridejo, tam klepetamo, tam delamo, tam jemo. Tam se vse sorte dogaja. Glede, tako da druga stvar, ki jo ima sodoben dom, je velika osrednja dnevna soba, vključno s kuhinjo. Tam se veliko dogaja. Okrog te velike skupne dnevne sobe s kuhinjo, okrog nje je pa ene 8, 10 morda sob, teh individualnih, enoposteljnih, blizu. Nobenih hodnikov ni, skoraj nobenih, če je čist kratek. Okrog tega so nanizane in vsak, kdor hoče, če pa sam ne more, če je na posli, recimo, potem pa ta hišna gospodinja, kot je danes rečemo, ne več negovalka ali pa sestra. Sestra pride, kadar je treba kaj zdravstvenega, medtem ko to osebi, ki pa stalno s temi ljudmi v domu, jim pa rečejo hišna gospodinja, nov poklic, ki vsega pomalem, tako kot ljudje doma, ki oskrbujejo. Ta lepo posteljo razbremza, kjer je na koleščkih in jo z eno roko skozi vrata 3, 4, 5 metrov potegne v veliko dnevno sobo in ta človek na posli gleda tiste, ki sedijo, tiste, ki kaj igrajo, morda človek ne jezi se, morda kdo na obisku pa ima kaj. To je velik prostor. Ponovadi tam nekje 60-80 kvadratnih metrov ta kuhna, skupna in dnevna soba. Tako da, ko si v takih domovih v tujini, vidiš 2, 3 postelje, kadar pa človeku ne paše, ga pa nazaj pelje. Ali pa z vozičkom, ker le polovico do 2/3 stanovalcev danes v domovih je nepokretnih ali pa polpokretnih. In kvečjemu četrtina, 20% jih hodi samih prosto, pa gredo lahko ven. Lejte, za vse te ta velik skupni prostor. Tam tudi prostovoljci pridejo, tam se kuha, zadiši. Von je pa čutilo, ki človeku najdlje ostane v onemoglosti, v demenci, kadarkoli. Von je tisto čutilo in prijeten von, recimo, ko se kuha, ko se hrana kuhava, potem imajo ljudje tudi apetit. Tako da vidite, sodoben dom, njegov ideal je hišno gospodinstvo, tako kot ga je bil človek cel življenje vajen. In v tej skupni stvari, v skupnem prostoru, tej veliki dnevni sobi se dogaja glavnino stvari za to skupino teh 10 ljudi, ki imajo 3 stalne hišne gospodinje, 4
zato da se menjajo po noči in tako naprej, pa ob nedeljah. 4 so za teh 10 ljudi, za 10 ljudi v vsakem domu je zaposlenih 5, a ne? In od teh 5, 4 so stalne tam z njimi, za enega človeka je pa tisti, ki prihaja za zdravstvene storitve, za kjerkoli druge storitve, fizioterapevtske. Ti pa v skupino prihajajo v enem domu, lahko je ta dom zaradi mene 100 ljudi, ampak razdeljen je na take manjše enote gospodinjske po vzoru doma. To je pa sodoben dom. Kaj še značilnost tega sodobnega doma? Ena značilnost je, da ni velik. V Evropi, kjer se ta sistem razvija, je pravilo, kjer je potreben vrtec v kraju, tam je enako potreben dom. To pa pomeni, da je veliko manjših domov, vendar pa, kot rečemo, gospodarsko povezanih v grozd. En direktor je lahko eno vodstvo, ena nabava, eno računovodstvo je lahko zaradi mene za 1000 ali pa 5000 postelj. To pa pomeni četrtino slovenskih. Vendar so ti grozno razdeljeni po krajevnih skupnostih, če to mesto, kot je v Nemčiji Bielefeld, kjer ima najbolj razvito to na severu Nemčije, ta sodobni sistem, tam so taki majhni domovčki, tako rekoč po ulicah na 1 kilometer. Od tam je pa tudi vsa oskrba na domu in vse druge storitve. To pa pomeni, zadnja značilnost sodobne dolgotrajne oskrbe pa je, da je integrirano veliko programov. Pri nas poznamo samo 2. Pomoč na domu, ko domači oskrbujejo, pa dom. Glejte, vseh programov v sodobni integrirani dolgotrajni oskrbi, krajevni, v Evropi, tam, kjer ta sistem deluje že 25 let, je tam nekje do 20. Prvi med njimi je prilagajanje lastnega stanovanja, kopalnice, hiše, stanovanja na čim bolj samostojno življenje v starosti. To je pravzaprav preventiva. Prvi. Ta zadnji je pa po domu. Je pa hospic, spremljanje umirajočih, ta zgodba na koncu. Hospic, kot ga poznamo modern. Predzadnji, recimo, če programov naprimer 15 in je 15. hospic, je 14. ta dom, ki ga imamo, in je morda 13. dnevna oskrba v domu ali pa nočna oskrba v domu, za demenco nočna. Za ljudi, ki so doma čisto dobro znajdejo, vendar pa so vsi v službi, pa v šoli, ta človek od zjutraj do popoldne je v domu, v ustanovi, v dnevni oskrbi. To se pravi, rečejo pri nas, vrtec za stare ljudi, a ne? Tega ni veliko, drugod je tega veliko. Če pa demenca, recimo mož demenca, žena 80 let, on 80, 85, 90, pa dobro shajata. Mož ima demenco, če dalje hujšo, žena pa je pri močeh in dobro živita. Vendar pa pri demenci recimo človek po noči ne spi, zlasti v enem obdobju, celo noč rogovili. Glejte, ko celo noč rogovili, da ne bo kam šel, da se kaj ne bo zgodilo, tudi ta žena ne spi. In 1 teden, 14 dni pa je v vse moči. Ta program, nočna oskrba pa je, če je dom blizu, tako kot sem rekel, da je danes, kjer je vrtec, tam je dom, in koliko imamo vrtcev, domov imamo 100, vrtcev pa čez 1000, a ne v Sloveniji. Glejte, po tem primeru ta žena gre z njim v dom zvečer na sprehod, pa je tam z njim morda malo, morda spijeta še en sokol, kaj takega, potem gre pa ona domov, počiva, zjutraj ob 8, 9 gre pa tja, pa spijeta kavo in gre domov in je lahko to verjetno do smrti morda, ali pa ne. Ali pa začasna oskrba. No, skratka, teh programov, od katerih jih, če je vseh programov recimo za oskrbo 15, jih je 14 razbremenilna pomoč na domu, da je človek čim dlje doma,
v domači oskrbi, čim bolj samostojen, dom je pa tudi. Dom je pa pri vsem tem, to je moj zadnji stavek, dom je pa pri vsem tem krajevno središče za oskrbo, odkoder vse izhaja. Vsi ti drugi programi iz doma izhajajo, od pomoči in oskrbe na domu do vseh drugih, zato ker v domu je največ strokovnjakov. Domovi so krasni, tudi pri nas se neverjetno trudijo. Samo sistem, kot pa pripovedujem, imamo pa zastarel iz prejšnjega obdobja kot tak, ker nismo imeli zakona o dolgotrajni oskrbi. No, to je bilo nekaj misli o sodobni dolgotrajni oskrbi v kontekstu temeljne človeške potrebe, da pomagamo drugim, ki ne morejo si sami, drugi pa nam. Človek je bitje, ki teži, da je čim bolj samostojen, vendar pa je tudi prav tako od drugih odvisen. Človek je bitje, ki, kadar je kolikor toliko pri močeh, drugim pomaga, drugi pa pomagajo njemu. Pravzaprav smo vsi vse v življenje drug od drugega odvisni. Na tem temelji oskrba, potem pa v zgodovini se je različno razvijala, zdaj po letu 90, po 2000 se razvija v sodobno, integrirano, krajevno, dolgotrajno oskrbo, o kateri sem največ govoril.